Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Današnji nabor komentarjev oziroma novic, katerim bomo dodali karakter, je sledeč. Odzivi na naravnost šokantne rezultate evropskih volitev v Sloveniji so precej enotni. Vladi Srbije in Republike Srpske sta na skupni seji sprejeli deklaracijo o zaščiti nacionalnih in političnih pravic ter skupni prihodnosti srbskega naroda. Temperatura pred evropskim prvenstvom v nogometu raste. Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer bomo izbrali novice, katerim bomo dodali poseben karakter. Zdaj, odzivi komentatorjev na evropske volitve in na stanje in v Sloveniji in v Evropi, to se pravi širom po Evrope, so precej podobni drug drugemu, to se pravi, da so precej enotni, ne? Na eni strani je evidentna v bistvu nekak zmaga desnega političnega pola, ne skrajne desnice, pa ekstremne desnice, kot bi mogoče lahko kakšni novinarji oziroma mediji to promovirali kot da je v smislu, da je to nekaj slabega in zato to pakirajo v neke skrajnosti. V resnici gre za zmerno desnico, ki je zmagala na splošno v evropskem prostoru. Na drugi strani pa zaradi te zmage in glede na pozicioniranje sil teh strank v Evropskem parlamentu pa se ne bo zgodilo nič strašno dramatičnega. No, največja stranka v Evropskem parlamentu, to se pravi EPP, Evropska ljudska stranka, ostaja tudi naprej najmočnejša in tej stranki pripada tudi slovenska SDS, ki je zmagala v Sloveniji. To se pravi, oni ostajajo največji skupaj v Evropskem parlamentu, ne. Videli pa bomo, ne, kako bo lahko ali pa težko za predsednico, ta trenutek je resna kandidatka za staro, novo predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in bomo videli, kako bo z njo, glede na to, da je v bistvu to prvi korak novega sklica Evropskega parlamenta, ko je potrebno izvoliti predsedstvo Evropske komisije, to se pravi predsednico. No. Glede na to, da je v bistvu Ursula von der Leyen do zdaj vodila neko politiko, s katero očitno en lep del evropskega življa ni zadovoljen, bomo pač videli. No, je pa zanimivo v Sloveniji, da so tudi v Sloveniji odzivi različnih komentatorjev, različnih, to se pravi političnih nazorov, precej enotni. No? In sicer, da je Gibanje Svoboda doživelo hud udarec, no? da je prišlo do hudega poraza, ne? Glede na to, da je največja koalicijska stranka dobila v bistvu samo 2 sedeža. Zdaj druga koalicijska partnerica, to se pravi Socialni demokrati, enega in to komaj, ni se vedelo do zadnjega v bistvu, ali bo sedež pripadal Socialnim demokratom ali Slovenski ljudski stranki. Levica je pa 4% zabeležila kar brutalen v bistvu poraz. Tako da večina komentatorjev v Sloveniji se v bistvu nekako strinja, da če bo Golob nadaljeval s tako politiko, kot jo je vodil do zdaj in kar je vodilo v nekak ta odraz na teh evropskih volitvah, potem se mu pač ne piše kaj dobrega, kaj šele slovenski državi, glede na to, da se več kot očitno vedno manj ljudi strinja s to politiko, vedno več različnih združenj in tako naprej stavka, tako da bomo videli, kako se bo to vrtelo naprej. Dejstvo pa je, da je vedno več ljudi v bistvu nezadovoljnih z stanjem, kot ga imamo. To soboto je prišlo do skupne seje vlade Republike Srbije in Republike Srpske. In sicer je, zakaj to omenjamo prav posebej, gre za to, da sta vladi sprejeli deklaracijo o zaščiti nacionalnih in političnih pravic
ter skupni prihodnosti srbskega naroda. Na tej seji so sprejeli kar nekaj sklepov, kako bojo skupaj v bistvu se lotevali vprašanj. Zadeva je pa seveda posebej zanimiva, ne? Prišlo je tudi do izmenjave raznih podpisanih dokumentov med ministri vlad Srbije pa Republike Srpske. Geslo te skupne seje pa je bilo en narod, ena skupščina, Srbija in Srpska. In sicer so bila tam seveda prisotna tudi oba predsednika, in sicer Aleksandar Vučić in Milorad Dodik. Meni se zdi zelo pomembno v bistvu opozoriti na to, kar se dogaja, glede na to, da imamo skozi zgodovino precej zanimive, bom rekel, tudi slabe izkušnje, kadar so začeli na različnih koncih geografsko kričati en narod, en vodja in tako naprej, in se je to vse skupaj prelilo potem v precej krvavi del zgodovine, še posebej, kadar govorimo še o geografsko precej ločenih delih, tako da je pravo vprašanje, ali to res pomeni kaj dobrega ali kaj slabega na dolgi rok za širšo regijo. Pred nami je nogomet, to se pravi Evropsko prvenstvo v nogometu, ki se pričenja 14. junija in konča 14. julija. Tekmovanja se bodo v Nemčiji, in sicer se začenja, prva tekma bo v Münchnu in zadnja v Berlinu. Sloveniji na tej tekmovanju ne bo tako lahko, in sicer v teh še skupinskem delu bodo igrali takole, no, in sicer igramo 16.6., to je v nedeljo ob 6. popoldne proti Danski, v četrtek 20.6. ob 3. popoldne proti Srbiji in v torek 25.6., to se pravi na praznični dan, igramo pa ob 9. zvečer z Anglijo. Tako da držimo pesti, to se pravi velja, da kdor ne skače, ni Slovenc, in gremo na zmage, gremo na polno in fantje, evo, mi smo z vami. Toliko za danes v oddaji 7 ob 7. Vidimo se tudi jutri ob istem času in istem kraju, vmes pa vas vabim k spremljanju novic na portalu 24. Lepo pozdravljeni.